Problemov, ki izvirajo iz tega 14. člena gradbenega zakona, je v bistvu več. Prva stvar je ta, da je treba razjasniti, kakšna vrsta zaposlitve je pravzaprav potrebna za to, da nekdo lahko opravlja gradbeno dejavnost. Zahteva se zaposlitev za polni delovni čas in samo v izjemnih primerih za krajši delovni čas, kar pomeni, da si dva ali pa več delodajalcev ne morejo lastiti isti kader. Dodaten strožji pogoj pa imamo, če nek gradbeni izvajalec prevzema pretežni del gradnje zahtevnega objekta. Tam se pa poleg zaposlitve in poleg vpisa vodja del v IZS zahteva še določena stopnja izobrazbe, ki je višja, kot je minimalna stopnja izobrazbe za vse vodje del. Posebna problematika je pa potem še problematika vodje gradnje, ki pa je dejansko vodja del in se ga izbere izmed vodij del, kar pomeni, da to ni nov subjekt ali pa dodaten kader, ampak kader, ki je izbran izmed vodij del. V praksi se je namreč začelo dogajati, da naročniki poleg vodij del zahtevajo še angažiranje vodje gradnje, pa po možnosti še angažiranje vodij del za posamezna področja in da za ves ta kader, različen kader, zahtevajo zaposlitev v okviru istega gradbenega izvajalca. To seveda ni zakonito, hkrati pa popolnoma po nepotrebnem kumulira določene zaplete, kajti treba je vedeti, da če zahtevamo stroge reference, da kar naenkrat na koncu to pomeni, da mora imeti nek gradbeni izvajalec zaposlenih, ne vem, 40 ali pa 45 ljudi, samo zato, da bo ugodil v bistvu zahtevam posameznih naročnikov.